Že 17. vas nagovarjamo, vas pozdravljamo, vam izrekamo dobrodošlico na vedno večjem, vedno bolj odmevnem, vedno bolj prepoznavnem mednarodnem multikulturnem festivalu Lent 2009, ki svojo ustvarjalno energijo poveže ljudi in dogodke v nepretrgano ustvarjalno verigo, ki sega preko prostora in časa. V teh dnevih žarijo naša srca. Žarijo naša srca zato, ker je svet ministrov 12. maja letošnjem letu sprejel odločitev, da mesto Maribor skupaj s partnerskimi mesti bo kulturno mesto leta 2011. Nekateri se še v tem mestu prav ne zavedajo, kaj pomeni biti kulturna prestolnica Evrope leta 2011. Vsa kulturna Evropa bo z svojim očesom uzrta prav v to mesto, v vse programe, v vse kulturne projekte, v vse investicije, ki so kakorkoli pred nami. Zato sem vesel, kot župan univerzitetnega mesta, da nam je uspelo in tisti, ki smo kakorkoli delali na projektu, vemo in se zavedamo, da je bila prehojena težka pot, da smo prišli do te nominacije. Pred nami je še težja pot. Pred nami je takšna pot, da bo potrebno poskrbeti, da bodo vsi tisti cilji, projekti, programi, ki smo jih uspešno zagovarjali v Bruslu, tudi izpeljani. Zato sem prepričan, da imamo tako v Narodnem domu, kot mestni občini Maribor, kot tudi veliko zaslombo in veliko podporo v sami ministrici za kulturo, gospe Majde Šircelj in njene ekipe. Še enkrat, spoštovani zbrani, dovolite mi in spoštovana ministrica, javno se vam na tem mestu zahvaljujem za vašo podporo, za dosedanji trud, ki ste ga kakorkoli vi in tudi državni sekretar iz Mara, gospod dr. Gekrž, vložili v projekt kulturne prestolnice. Danes sem prisluškovala nekemu pogovoru glasbenim poznavalcem, ki so rekli, kakšno je, a gremo v Bogotu, a gremo v Brleku, oziroma v Ročelju, ki ima v ponedeljek to, a bi šli v Keku. Skratka, delali so si dnevnik zelo težko, nisem do konca, mogoče se je kdo odločil, da je sem prišel. Bogati so ti dnevi, ki prihajajo, zahtevni, tako rekoč dopust si je potrebno vzeti za vse to videti, kar se, kot pravim, v različnosti žanrov, v različnosti pristopov, lokacij, generacij. Skratka, to mravlišče tukaj na Lentu, čestitam, dobro ga peljete. Predvsem pa mislim, da je to zelo, zelo dobra generalka, dosti časa, skoraj do polnoletnosti ste jo pripeljali, zato ker vas čaka, oziroma nas čaka vse skupaj leta 2012. Velika naloga, častno ste jo pridobili, zagotovo jo boste tudi častno izpeljali, se upravičujem še enkrat, jo bomo častno izpeljali, ker ne prvič danes lahko zagotovim ali ponovim to, da pri tako velikem, prestižnem, zahtevnem in ambicioznem projektu ne morete biti tukaj v Mariboru in v ostalih občinah, ki vas spremljajo v tej kandidaturi oziroma pridobljeni že nominaciji, ne morete biti osamljeni. To je slovenski projekt, to je zahteven projekt, ampak kot pravim, urite se toliko časa, da ni dvoma, da ne bi bil dober. Amen.